Za odtenek nižje položnice Voke. 3-dnevno praznovanje v Smledniku. Pol stoletja skupnosti Barka. 60 let ribiške družine Medvode. 100 let Alojzije Kršinar. Ohranjanje tradicije na Senici. Pestro dogajanje v knjižnici. Lepo pozdravljeni. Iz tedna v teden, iz oddaje v oddajo smo poskušali priti do dna položnicam javnega podjetja Vodovod Kanalizacija oziroma na kratko položnicam Voke, ki so v začetku meseca maja najprej razhudile vaščane, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz vaških vodovodov, v drugi polovici maja pa še vse tiste občane, ki jih s pitno vodo sicer oskrbuje javno podjetje Komunala Kranj. Obojim pa je skupno to, da njihovi objekti niso priklopljeni na javno kanalizacijo, ker jo preprosto še ni ali pa je v doglednem času sploh ne bo. Torej imajo greznice ali male komunalne čistilne naprave. Na torkovi seji so se s to problematiko spopadali in to na svojo lastno zahtevo tudi občinski svetniki in sprejeli nekatere sklepe. Zaenkrat pa velja. Vokine položnice, ki ste jih že prejeli in je obračun narejen na pravih podatkih o porabi vode, je potrebno plačati. Nove pa bodo za odtenek nižje. Opozorilo velja tudi za vse kmetovalce, ker so ob ustreznem ravnanju z greznično sedlino upravičeni plačila te storitve. Preden pa povzamemo burno razpravo na seji, še enkrat kratka kronologija. Predstavniki Voke in posledično tudi župan Stanislav Žagar se je zgolj prepošiljal njihova pojasnila, so se ves čas sklicevali zgolj na državno uredbo, ki naj bi bila kriva za vse. Dejstvo je, da državna uredba določa, da se morajo greznice čistiti vsaj enkrat na 3 in male komunalne čistilne naprave na 2 leti in da sme to opravljati le pooblaščen koncesionar. V konkretnem primeru je to zgolj Voka. Dejstvo je tudi, da se za osnovo plačila grezničnine uporablja količina porabljene vode oziroma določen pavšal, če gospodinjstvo ni opremljeno z vodomerom. Dejstvo je, da je v državni uredbi določena tudi metodologija za izračun cene te storitve in tudi njeno mesečno plačevanje, torej predplačilo. Na državni uredbi piše tudi to, da elaborat v tem primeru Voke, ki je osnova za izračun cene, potrjuje ustrezen občinski organ. V tem konkretnem primeru glede na sprejeti akt, torej svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v javni holding Ljubljana, v katerem nas zastopa prav župan. V državni uredbi pa ni zapisana cena odvoza vsebine iz greznice ali male komunalne čistilne naprave in nikjer ni zaslediti, da občanom v zameno za preplačilo pripada le odvoz 1/3 oziroma največ 5 kubičnih metrov grezničnine, enkrat na 3 oziroma 2 leti in to ne glede, koliko smo za to storitev preplačali. Prav na to slednje smo ves čas opozarjali tako v našem uredništvu kot številni občani, ki so se obračali tako na krajevne skupnosti, na občinske svetnike kot tudi na nas. In naša argumentacija je še pred torkovo sejo sveta očitno vsaj delno dobila epilog. Na pobudo našega župana, ki ga pred kamero nismo uspeli dobiti, je svet ustanoviteljev javnega holdinga Ljubljana pred tednom dni namreč sprejel 3 sklepe. Sklep, da se tisti del cene, ki se nanaša na greznice in male komunalne čistilne naprave, zniža za 30%, da se morebitna dodatna praznjenja v obdobju 3 let ne zaračunavajo in še, da se posamezni primeri obravnavajo individualno. Brez teh sklepov bi bila razprava na seji občinskega sveta najbrž še bolj burna. Nekaj olja na celotno razpravo je dolil že župan sam, ko je v isto točko združil ne le elaborat Voke in problematiko grezničnine, o kateri je kot predstavnik občine v svetu javnega holdinga Ljubljana soodločal sam, ampak tudi elaborat Kranjske komunale in problematiko povišanja cen oskrbe s pitno vodo, ki ga je na predzadnji seji potrdil občinski svet, na zadnji pa že preklical in to na predlog župana. Zmeda torej, ki bi jo občani lahko razumeli kot prelaganje odgovornosti drug na drugega. In naj začnem s tem, da je bil to v samem začetku popoln kiks, ker mi dnevno dobivamo 1001 reklamo in 1001 obvestilo. In da Voka ni zmogla dati enega jasnega obvestila ljudem, zakaj jim pošilja položnico, je kiks prve klase. Resno. Ljudje so hodili k nam na krajevno skupnost in sprašvali, če imajo zdaj 2 položnice za vodo.
Uslužbenke pošte so sprašvale, kaj je ta druga položnica. In mi o tej drugi položnici in o tem drugem elaboratu nismo vedeli nič. Nihče ni vedel nič, ker je to sprejel holding. V holdingu pa občino Medvode zastopa župan Stanislav Žagar. V vsaki položnici je pisala številka 080, 80, koliko je pisala? 8652. Res, zakaj ljudje ne kličejo na to številko? Ne? Ker tam so ljudje, ki znajo pojasniti, ki znajo povedati, kaj je uredba, pa kaj je elaborat, in ne ljudje, ki trdijo, da sta za nove položnice kriva Janković in Žagar. To se pa čudim, žal. Hvala. Precej nejevolje je pri županu izvalo izvajanje svetnice Darinke Varovšek in svetnika Stanka Okoliša, ki sta mu priporočila, da bi bilo morda modro pred tovrstnimi odločitvami vendarle obvestiti občinski svet ali pa celo tako Okoliš pridobiti njegovo soglasje. Občinski svetniki so sicer pritrdili predstavnikom Voke in tudi županu, da je izvirni greh v državni uredbi, na kar sta slednja menda neuspešno opozarjala tudi vlado. Kljub temu pa so ugotavljali, da vladna uredba vendarle dopušča tudi sklepe, ki jih je svet javnega holdinga Ljubljana sprejel šele po velikem razburjenju občanov. Svetnik Ivan Špenko je namreč ponovno opozoril na to, da so občine in javne gospodarske službe to vladno uredbo različno uvedle v prakso. Svetnica Jelena Aleksič pa je ugotavljala, da je Voka kar 15 mesecev pripravljala elaborat. Kaj je Voka počela 15 mesecev, ker namreč toliko časa je bilo, da pridejo z predlogom novih cen za svoje storitve. Mi smo, torej ne mi, nažalost ne občinski svet, ampak svet ustanoviteljev holdinga Ljubljana je o predlogu cen odločal marca, torej tik pred iztekom 15-mesečnega roka. To je seveda kritika, ki jo izrekam na račun Voke. Direktor Voke Krištof Mlakar je glede na pritožbe občanov, ki so jih prejeli doslej, izpostavil predvsem problem, da je osnova za izračun grezničnine porabljena voda in da je določen precej visoki pavšal v primeru, da objekt nima vodomera, torej v primeru vaških vodovodov. Največji problem, in zato smo tukaj, da pojasnimo, največji problem, vam še enkrat povem, so tisti, ki imajo normirano porabo, ki nimajo pa ničesar, nimajo vodomera in je država odredila na vsako osebo dnevno 0,15 kubika, 150 litrov po domače. In če je na eni domačiji 10 ljudi, lahko pride huronsko velik račun. Izkazalo se je, da so bili v nekaterih primerih huronsko veliki računi tudi zato, ker je Voka za prvo položnico zavestno ali ne uporabila tisti podatek komunale Kranj o porabljeni vodi, ki je vseboval poračun za nazaj. Vi ste poslali prvo položnico Voka in sicer po porabljeni vodi, po podatkih, ki vam jih je posredovala za tisti mesec komunala Kranj. A veste, ampak komunala Kranj je tisti mesec delala obračun, poračun za lansko leto. In so ljudje dobili 45 kubikov poračuna in vi ste jim 45 kubikov zaračunali. To ni povprečno tisto, kar oni letno porabijo, ampak so 3-krat preplačali ali pa 4-krat preplačali. Nekdo naj mi prosim odgovori, kdo bo ljudem to povrnil, ker to, dragi moji, je zame rob pri belem dnevu. Po skoraj enournem odmoru so občinski svetniki sprejeli sklepe, ki naj bi to problematiko reševali sistemsko in na državnem nivoju. Občinska uprava naj bi v roku 90 dni vložila pobudo za ustavno presojo vladne uredbe v tistem delu, ki se nanaša na predhodno plačilo te storitve. Župan naj bi v roku 90 dni na svetu ustanoviteljev javnega holdinga Ljubljana zahteval dopolnitev elaborata, da bi končna cena grezničnine znašala največ 30% povišanje glede na cene oblikovane po prejšnjem sistemu. In še, da mora Voka vsa preplačila, ker je za osnovo izračuna vzela količino vode iz spornega poračuna, vrniti oškodovancem. Ali če povzamemo, uredba po mnenju občinskega sveta potrebuje temeljito presojo, čeprav ji pomanjkanje okoljevarstvene naravnanosti ne gre očitati. Še bolj bomo pazili na porabo vode in vsebina greznic bo dejansko šla na čistilno napravo. O ostalih odločitvah občinskega sveta pa v prihodnji informativni oddaji. Nekatere so kar zgodovinske, prav gotovo ta, da so brez večjih zadržkov sprejeli končno verzijo odloka o oskrbi s pitno vodo
vodo, s katerim sta se neuspešno spopadali dve sestavi občinskih svetnikov doslej. In da niso prisluhnili civilni iniciativi in več kot 150 podpisom krajanov Zbil, ki menijo, da zbirni center za nenevarne komunalne odpadke ne sodi v načrtovano obrtno cono Jeprca. Pri slednjem je šlo le za en glas. Bolj spodbudno sporočilo za javnost, kot smo pričakovali, smo v prejšnjem tednu prejeli strani Goričanske papirnice, kjer so nam izjavo na to temo obljubljali že pred več kot pol leta. Potem pa smo se zapletli okrog dvorca Goričane, ki ga ima papirnica v najemu, in naše prošnje po izjavi na to drugo temo, torej poslovanje papirnice, so ostale brez odmeva. Tudi tokrat nam je poročilo za javnost posredoval nadzorni svet družbe in ne direktor Andras Stegu. Konec lanskega leta je Andras Stegu zapisal: prejšnji lastnik, Slovenska katoliška cerkev, vodstvo je preko svojih finančnih družb in povezav tovarno papirja Goričane finančno izčrpala. Sam z vodilno ekipo in zaposlenimi nadaljujem dejavnost v finančno izčrpani družbi in si prizadevam za ohranitev delovnih mest in izpolnjevanje začrtane poslovne poti. Iz poročila za javnost izpred dobrega tedna dni je razvidno, da se je nadzorni svet družbe Goričane seznanil s poslovanjem v prvih 3 mesecih letošnjega leta in da kaže na izboljšanje. Obravnaval je tudi dogovore s finančnimi upniki, bankami in družbo za upravljanje terjatev bank ali po domače slabo banko, kamor je Nova Ljubljanska banka že prenesla za dobrih 5 milijonov evrov terjatev družbe Goričane. Zaradi grožnje insolventnosti je vodstvo družbe na sodišče sicer že vložilo predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja. Ta omogoča dolžnikom, za katere je verjetno, da bodo v obdobju enega leta postali insolventni, izvedbo ustreznih ukrepov prestrukturiranja svojih finančnih obveznosti, da bi se temu izognili. Družba Goričane naj bi se tako z bankami dogovarjala za reprogramiranje skoraj 40 milijonov evrov posojil, ki izvirajo še iz obdobja prejšnjih lastnikov in tudi obnove dvorca Goričane. Sporazum naj bi bil sklenjen najkasneje do avgusta. Nadzorni svet družbe navaja, da podpora bank kaže na določeno priznanje družbi in da temelji na realni podlagi, saj je družba Goričane v zadnjih 4 letih uspela odplačati za več kot 11 milijonov evrov glavnic in obresti, brez da bi prejela kakršen nov kredit. Še več, uspela jim je tudi investicija v višini 1 200 000 evrov v nov uparjevalni kotel, kar omogoča prihranke pri energentih in zanesljivejšo oskrbo s paro. Nadzorni svet je strani vodstva družbe, torej strani Andraža Steguja, prejel zagotovilo, da postopki preventivnega prestrukturiranja ne bodo vplivali niti na položaj dobaviteljev, niti zaposlenih. Agencija za trg vrednostnih papirjev je na družbo Helios Domžale, katere sestavni del je tudi obrat v Preski, nekdanji Kolor, v začetku prejšnjega tedna naslovila odločbo, iz katere je razvidno, da je prevzemna ponudba družbe Remho uspela. V času trajanja prevzemne ponudbe od 28. aprila do vključno 28. maja je namreč prevzemno ponudbo za delnice družbe Helios prejelo še 1325 oseb oziroma malih delničarjev za skupno 60 090 delnic, kar predstavlja še dodatnih 21,5% doslej še nepridobljenih delnic. Po zaključku prevzemne ponudbe je tako Remho, matična družba za celotno divizijo premazov družbe Ring International, postala skoraj 100% lastnica Heliosa, saj je tudi konzorcij prodajalcev že pred tem prodal 73% delež. Zadnjega 0,5% delnic pa naj bi prevzemnik pridobil z iztisnitvijo malih delničarjev, ki naj bi sledila kmalu po zaključeni prevzemni ponudbi. V eni izmed prihodnjih oddaj pa vendarle upamo, da bomo uspeli tudi preveriti, kaj se sedaj obeta malim Kolorjevim delničarjem, ki so bili iztisnjeni pred 4 leti, kaj se skriva za ponovnim odpuščanjem zaposlenih v Heliosu, za govoricami o šikaniranju delavcev, o novem delovnem času, zniževanju plač in minimalnem regresu. Kaj se dogaja s hvalo o tem, da je Helios družini prijazno podjetje? Potihnile so tudi hvale vlade, da je to dobro izpeljana prodaja prvega od načrtovanih 15 podjetij v državi.
106 milijonov evrov so si res razdelile banke, med njimi tudi dobro dokapitalizirane. Helios pa se je pred prevzemom očitno moral zadolžiti za 130 milijonov evrov hipotekarnega posojila. Kaj drugega kot še en tajkunski prevzem, le da so tokrat akterji očitno bolj zviti. Nadaljujemo pa z nizom obletnic. Pretekli teden smo bili v krajevni skupnosti Smlednik priča posebnemu praznovanju. Ob 40-letnici Doma krajanov in 50-letnici krajevne skupnosti so lokalne organizacije na čelu s krajevno skupnostjo pripravile 3-dnevni krajevni praznik. Pestro dogajanje se je pričelo v četrtek z nogometnim turnirjem vasi, nadaljevalo v petek s slavnostno akademijo in zaključilo v soboto s turističnim pohodom po vaseh in večerno veselico. Petkova slavnostna akademija na Trgu Svetega Urha je bila osrednja točka praznovanja, ki svojo idejo črpa v praznovanju krajevnega praznika izpred 40 let, ko so otvoritev Doma krajanov zaznamovali s povorko po vasi in slovesnostjo. Slavnostni nagovor je pripadal predsedniku krajevne skupnosti Nejcu Smoletu. Prvi odgovor je že ta, da ker se je nekoč tako praznovalo, drugi pa najbrž res zaradi tega, ker se zdi kar pomembna obletnica, pa smo rekli, bomo skušali narediti program takšen, da si bo vsakdo najdel nekaj zase. Jaz sem res vesel, zato ker niti na včerajšnjem dogodku, niti na današnjem nisem računal, da se bo razvilo tako prijetno druženje, da se bodo ljudje tako odzvali in verjamem, da bo tako tudi jutri. In to me utrjuje v prepričanju, da so take in podobne zadeve danes mogoče še bolj nujne, kot so bile nekdaj. Z letošnjim letom se mandat zdajšnjemu svetu krajevne skupnosti izteka, zato je bila tokratna prireditev tudi priložnost za spomin na preteklost in pogled v bodočnost. Zadnja 4 leta so bila zelo razburljiva, polna enih izzivov, ampak bi jih z veseljem ponovil še enkrat. Vloga krajevne skupnosti je mogoče malo schizofrena. Po eni strani nima posebnih pristojnosti, bi rekli, izvršilne moči praktično nima krajevna skupnost, tudi sredstva, ki jih ima, so relativno omejena. Po drugi strani imamo pa možnost, da ljudi povezujemo. Tako kot sem rekel v samem nagovoru, to, da za samo praznovanje lahko pokličem društva in organizacije in se vsi odzovejo, pridejo in 3 dni pomagajo, se mi zdi, da je to največ, kar krajevna skupnost lahko naredi in da je to tisti njen namen. Na akademiji je bila prisotna tudi večina nekdanjih predsednikov sveta krajevne skupnosti, med drugim tudi Jože Rozman, ki je leta 1963 zaoral ledino in bil najbolj zaslužen za to, da je krajevna skupnost v tistih letih dobila Dom krajanov in kmalu tudi novo osnovno šolo. Ni bil težek, veste, ker tisti slovenski rek, ko si mlad, bi gore premikal, zdaj sem star, že sebe težko, To je bilo tudi takrat, takrat smo mislili, da vse lahko naredimo. Je res lepo, da se to doživi, da se to dočaka. Pri tem mislim to, da vse lepo, da ste vi tudi tako zagnani in pravi nasledniki začetih del. V imenu krajevne skupnosti Smlednik so bile zaslužnim društvom in organizacijam v kraju, ki skrbijo za to, da skupnost ostaja povezana, podeljene zahvale. Program akademije so sooblikovali člani KUD-a Smlednik, za glasbeno razvedrilo je poskrbel trio Kranc. Druženje po akademiji pa so prepletali spomini na prehojenih 50 let in storjeno v krajih med Savo in razvalinami starega gradu. Kanalizacije pa asfaltiranje cest teh vaških je bilo v glavnem že končano, tako da smo se bolj pravzaprav usmerili, se mi zdi, v pokopališče, v Mrliško vežico, v Kalvarijo in pa predvsem takrat smo pravzaprav 2007 smo pa začeli ta Entente Florale oziroma pripravljati smo se začeli za ureditev vasi. Takrat smo kar precej je bilo takih neurejenih predelov, nekih je še danes, ampak neurejenih in smo jih pravzaprav s krajani res probali urediti in jaz mislim, da nam je takrat kar precej uspel. Težko je zmeraj, cilji ali pa potrebe naše so zmeraj veliko večje, kot je na voljo denarnih sredstev. Sam, če dobiš, če imaš majčkenega feelinga, da uganeš, kaj bi ljudje rad, potem se na vasi še zmeraj da ljudi animirati, da pristopijo zraven in malo pomagajo, pa se da marsikaj narediti. To je bilo že takrat in je zdaj še danes še zmeraj isto.
Ob izbrani glasbi in pogostitvi so se krajani še lep čas zadržali na trgu Svetega Urha in zdi se, da je s tem Smleški trg tudi prvič zares zaživel in se izkazal kot izredno primeren prostor za tovrstne dogodke. Kot že rečeno, pa je bilo v Smledniku pestro že dan pred akademijo, ko so nogometno igrišče ob osnovni šoli zasedle ekipe 5 vasi: Smlednika, Valburge, Dragočajne, Mož in Hraš, ki sestavljajo krajevno skupnost in se v medsebojnih dvobojih pomerile za naslov najboljšega. Druženje, spoznavanje, nogomet, vse to je privabilo lepo število tako tekmovalcev kot tudi gledalcev ob igrišču, ki so glasno spodbujali predstavnike svojih vasi. Ideja turnirja mi je zelo všeč, zelo povezuje ljudi. Redko kdaj je, da se krajani v takem številu zberejo in mislim, da se to mogla ostati kar tradicija, no? Ali pa tudi večkrat na leto, ne bi bilo slabo. Jaz bom rekel, da je odziv bil super, imeli smo, mislim, velike igralcev, tako naše ekipe kot druge ekipe. In v bistvu jaz sem se počel samo zrekreirati, malo poveseliti, nisem igral za res, malo da se igram z drugimi, ne. In mislim, da je to tudi bistvo vsega tega turnirja, da se igramo med sabo, da uživamo, ne pa da igramo za res. Po mojem mnenju je bil turnir fenomenalen. Ste prvo tekmo smo majhnali, po domač povedan, fejs zgubili, s 5-0, ostale tekme smo pa kar dobro speljali, tako da sem ful zadovoljen z ekipo, so se odrezali, ful vesel sem na odziv, tako da ful dobro, no, res. Predvsem mi je bilo tudi všeč, ker se je nabrali toliko ekip, ker se je res vsaka vas udeležila, ker so nabrali igralce, da smo se spet enkrat povezali, da je bilo tudi toliko gledalcev, hrana, pijača, praktično za vse bilo poskrbljeno. Zanimivo je, no, tako, ker se nikoli ne dogaja nekaj posebenega v naši vasi, malo se združimo, spet malo pogovorimo, mogoče še spoznamo, če se še ne poznamo od prej. In res, kot sem že rekla, lepo bi bilo, da vse to nadaljuje in da se vključi čim več ljudi v ta projekt. Res, da je s tem veliko organizacije, pospravljanja, delanja, ampak se mi zdi, da nam je uspelo tako, kot smo si že želeli. Ob koncu dneva je po 10 odigranih srečanjih pokal krajevne skupnosti Smlednik končal v rokah ekipe iz Smlednika. Njegova prehodna narava pa narekuje, da bo takšen turnir organiziran tudi v prihodnjih letih, saj se je še enkrat več izkazalo, da je nogomet resnično najprej igra, ki združuje. Tretji in hkrati sklepni dan praznovanja pa je bil nekoliko bolj turistično obarvan, s pohodom po krajih krajevne skupnosti Smlednik, na katerem so udeleženci, teh je bilo skoraj 50, spoznali večino kulturnih in naravnih znamenitosti. Odločila sem se zato, da se pridružim prijateljcem, pa da spoznam kraj, tisto, kar še ne poznam, ker sem priseljena tukaj 9 let. Glejte, jaz sem tlele domačin in z ozirom na to, da se udeležim tega pohoda, sem se odločil tudi zaradi tega krajevnega praznika, sveta krajevne skupnosti, ob obletnici doma in pa, kot sem rekel, sveta. In zaradi prijetne družbe in samega pohoda. Prav z veseljem. Recimo sem že mislil jeti čez gor do Tilna, no pa je dosloča akademija, se ko bodo ostale pohode od Svetega Jakoba do Mož in nazaj bo kar dosti prehoda, začeli še gasilska veselica in se ne moramo čisto razprodati, treba večkrat se prešparati, ne. S postanki ob vsaki kulturno-zgodovinski zanimivosti, kjer je sledila krajša razlaga in okrepčilo, za katerega so poskrbeli predstavniki turističnih društev, so pohodniki dan začeli v Hrašah ob cerkvi Svetega Jakoba, nadaljevali do graščine Lazarini in cerkve v Valburgi, šli do Mož in ob strugi reke Save nazaj do kampa Smlednik v Dragočajni, nato pa v Smlednik, najprej na trg Svetega Urha, nato pa preko Kalvarije na Stari grad, kjer je pohodnike pričakalo zasluženo kosilo. Kaj pričakujete od današnjega dneva? Dobro družbo, lep sončen dan, da nec pove kaj novega. To je to. Pričakovanja so lepa, teren je odlično izbran, lepo vreme, če bi deževalo, bi to vse pokvarilo in je tole bo prav, gre nam na roko tole. Zaključno dejanje uspešnega 3-dnevnega praznovanja pa je pripadlo prostovoljnemu gasilskemu društvu Smlednik in Veselici, ob taktih ansamblov Taktik in Marcela in. V petek so na Spilski Dobravi praznovali 50. rojstni dan mednarodne skupnosti Barka.
Ob tem slovesnem dogodku so pripravili Barkin veliki piknik, na katerega so povabili sovaščane in prijatelje. Skupaj so oblikovali kratek nastop, kjer so se spomnili začetkov skupnosti Barka. Prvo skupnost Barka je v rodni Kanadi ustanovil Jean Vanier. Danes po 50 letih pa zasledimo skupnosti Barka praktično na vseh celinah sveta. V Zbilje pa je Barka priplula pred 17 leti. Skupnost Barka je majhna skupnost s hišo, kjer živijo ljudje z motnjo v duševnem razvoju in njihovi spremljevalci. Njen ustanovitelj Jean Vanier se je preko dominikanskega patra Tomasa Filpeja srečal z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju. Spoznal je, da vsak, ki daje, tudi prejme. Ja, naša ta prva misel je bila, kako bi povabili čim več prijateljev, čim več znancev, čim več sosedov, vaščanov in piknik je se izkazal kot najboljša varianta. Da se srečamo, da lahko res poklepetamo kaj skupaj, kaj dobrega pojemo, poslušamo lepo glasbo, se res srečamo, no? Tako kot se na Barki radi srečamo. Za preživetje na Barki je sožitje nujno. Odtud izhaja tudi slogan skupnosti Barka Skupaj na poti. Danes, po 50 letih od ustanovitve, je postala Barka mednarodna skupnost. V Zbilje pa je priplula pred 17 leti slovenska Barka. Danes je njen vodja Klemen Kastelic. Barka oddaleč, ko se pogleda, sta dve hiši, v vsaki hiši živi 5 sprejetih oseb in delavnice, kjer jih prihaja še 8, tako da imamo skupaj 18 oseb v našem programu, v naši skupnosti, 18 oseb s posebnimi potrebami in potem še spremljevalci, prostovoljci, prijatelji, ki se nam pridružijo v vsakodnevnem življenju, delu. Skupnost Barko povezuje sobivanje, skupno delo in molitev. Kot glavna prostora v skupnosti pa se vedno izluščita Barkina hiša in delavnica. Ja, na Barki imamo 3 delavnice. Ena je vrtna, kjer gojimo zelenjavo, ki jo pač sami tudi pojemo. Vedno več pa tudi sušimo tehle raznih zelišč, pa čajev, ki jih lahko tudi ljudje pri nas dobijo. Lesni delavnici izdelujejo manjše izdelke iz lesa, pručke, okrasne smrečice in svečnike. V okupacijski delavnici, ki pa je ena od delavnica, kjer je polno različnih izdelkov in so zelo kreativni, pa tkejo, šivajo, sveče izdelujejo, tako da kdorkoli bi želel poiskati darilo, zato da bi koga obdaroval za rojstni dan ali pa ob kakšni obletnici, lahko na Barki kar nekaj stvari najde. Z osebami, ki na Barki potrebujejo pomoč, 24 ur živi in dela 12 asistentov in prostovoljcev. V delavnicah veliko dejavnosti imamo, delamo različne teme, različne aktivnosti, pa dogodki. Na vrtu bolj na vrtu ukvarjamo s vsakim pridelkom, samo da je božji dar, bi rekel. Kako pa izgleda tvoj delovni dan? Naporen pa težak včasih, bi rekel, preveč aktivno, preveč naporno bi včasih rekel tudi. Ob tako slovesnem dogodku se je vodja slovenske zbiljske Barke zahvalil domačinom in vsem podpornikom skupnosti. Mi smo predvsem zelo veseli, da smo lahko tukaj del Zbilj, del vasi, da smo že toliko let skupaj in da se je med nami stkalo eno prijateljstvo. Tako da ob tej priložnosti bi povabil ljudi dobre volje iz občine, iz okolice, da pridite kaj naokrog, z veseljem sprejemamo obiske v naših hišah ali po delavnicah. Naša vrata so res odprta in smo vedno veseli obiskov. Kar 60 let pa je v soboto s proslavo v Kulturnem domu Medvode in s piknikom ob ribniku v Šmartnem pod Šmarno goro obeležila ribiška družina Medvode. Takole je dejal dolgoletni predsednik Jože Simerl. Ob ustanovitvi smo si zadali 22 nalog in le ena govori o tem, da lahko izvajamo ribolov. V prvi vrsti so naravovarstveniki. Člani ribiške družine Medvode so v soboto v Kulturnem domu Medvode s proslavo obeležili 60. obletnico obstoja. Rojstni dan družine je 4. junija 1954, v 60 letih pa so se na področju slovenskega ribolova zgodile številne spremembe. Predsednik ribiške družine Medvode Jožef Simerl je opozoril na problem upada članstva. Primanjkuje predvsem mladih ribičev.
Pred 10 leti je namreč medvoška ribiška družina štela 249 članov, danes pa jih ima 142. Proslavo so poleg članov in medvoškega župana Stanislava Žagarja obiskali tudi predstavniki številnih slovenskih ribiških družin, s katerimi ribiška družina Medvode sodeluje. Mislim, da bi lahko ribičev bilo malo več članov ribiške družine. Ampak kljub temu me veseli, da so predvsem prišli tisti, kateri čez leto delajo, pa čez leta delajo, zdaj so dobili tudi priznanja, potem tudi, da reče, občina je bila tukaj na čelu z županom, delovna organizacija, to se pravi Savske elektrarne so bile, podjetja, turistično društvo, tako da mislim, da smo lahko zadovoljni z sodelovanjem. Izpostavili so tudi problematiko verige hidroelektrarn, ki naj bi jih v prihodnosti zgradili na različnih območjih reke Save. To bi upočasnilo rečni tok, kar bi ogrozilo življenje različnih vrst rib. Jaz gledam to takole. Ko se bodo delale te elektrarne na Savi, treba zagotoviti že prej prehodnost obstoječih elektrarn, ko se bojo pa nove, pa obvezno, da lahko riba pride iz enega bazena elektrarne v drugi bazen. Tu smo mi, Slovenci, postavljeni v zelo, kako bi rekel, nehvaležni situaciji smo. Z ene strani, če ne bomo imeli elektrarn, bomo morali kupovati zunaj. Z našim denarjem ne bo nam nobeden dal. Z druge strani smo pa tisti, kateri imamo na primer ribe. Danes ste slišali predsednika, potočna postrv izginja, sulca še zadržujemo. Sulca smo poznani v svetu, da ga imamo, ena od največjih imamo, ampak to leta mi vlagamo. Hrane pa mu primanjkuje, ker ne pride riba iz drugih bazenov. Tako da mislim, z ene strani bi radi imeli elektriko, da smo neodvisni od druge, mi ribiči bomo pa se z vsemi silami borili, da se napravijo riblje steze. Na proslavi so poskrbeli tudi za kulturni program. Nastopil je Medvoški lovski pevski zbor ter Sorško folklorno društvo. Ribiška družina Medvode je podeljevala tudi priznanja za sodelovanje. Eno od priznanj so namenili tudi naši televiziji, za kar se ribičem zahvaljujemo in jim še na mnoga leta želimo. Čim več za vodo in dober prijem. V tem tednu je praznovala svojih 100 let nasmejana in dobre volje Alojzija Kršinar iz Ločnice. V nedeljo zvečer so ji prišli voščit predstavniki krajevne skupnosti Trnovec in najbližji sosedje. Recept za dolgo življenje, po vsem slišanem bi lahko rekli, skromnost in zmernost. Tako kot se spodobi, so prišli voščit v hrib, na domačijo pri Stiskarjevih, na domačijo stisnjeno v hrib peš in ob spremljavi harmonike. Predstavniki krajevne skupnosti Trnovec in najbližji sosedje, no do nekaterih je tudi skoraj pol ure hoda v breg. Torej, najbližji sosedje so pa sosedje iz Tehovca, pol pa še tukaj, recimo tja do Legastja, vse je ta okoliša, ko so v bistvu razdalje velike, ampak so vseeno sosedje. No. Tudi če to v sosednji vasi so sosedje. Tako da smo pač želeli, že lani smo prišli, letos pa seveda ponovno, upam, da bomo spet naslednje leto. In če vas vprašam, imate prešteto, koliko je takih starostnikov v telih krajih? Nimam prešteto, ampak moram reči, da jih je kar nekaj. Zelo veliko je ljudi tukaj, ki dočakajo čez 80 let, pa kar nekaj je tudi tistih, ki se približujejo 90 oziroma jih je, mislim, da sta vsaj 2, ki sta že čez 90. In torej, kaj to pomaga? Narava, trdo delo, mir, veselje, to je to. Alojzija, rojena Zdešar, je sicer vajena hribov, v Trnovec je namreč prišla z Belega. Z Belega? Belha, ja. Koliko vas je bilo doma? 7 otrok nas je bilo, ja. Ata je še v svetovni vojni padel. No, to smo pa, drug smo pa še, smo pa dej sam, jaz sem še, drugače smo pa že vse umrli, ja, tudi. Vdova ste že 23 let, ste vdova. Kako ste se našli z vašim možem? Se še spominjate, kako? Ja, se še spominjam, ja.
Ja, ne vem. Kje ste se spoznala? A ja, se sva spoznala na Atarin. Na Katarini. Ja. Na pol poti. Ja. Na pol poti ste se spoznali. Ja, se pa je vreden mož, pa dober mož je bil, ja. Ni manjkalo rojstnodnevne torte, rožic in zakrivljene palice za brkljanje okrog hiše. Kljub 100 namreč Alojzija še vedno v dobri meri poskrbi sama zase. Na mali kmetiji živi skupaj s sinom Jožetom, hči Mimi pa se je omožila k Bormast na Golo Brdo. Mal še uham tudi, mal še Jožetu pomagam, malo zuhat, pa malo pospravim, pa počedem, pa malo ven grem, malo pa počit tudi, malo pa da polne malo počit, malo popolne tudi, ja. Kaj pa najraj skuhate? Ja, jaz čist ne raj, čist meš stvari, imam raj. Jože ima pa raj od mesa. Ja. Naprav se sama, tudi zjutraj si zajtrk si sama zrihta, Jože pol kosil naredi, pa zvečer si tisto obvezen ta knajpovo kavo, pa kruh. To se sama, umije se sama, dim glave na more, pa to, drugače pa še. Tudi cel dan sama, ko gre Jože v hribe, danes je malo pred vam prišel dan, je bila skozi sama, ni problema. Slab sliš skozi, noga jo boli, težko hodi, ampak drugače je pa še kar tako, tako fizično je pa še zdrava precej, tako da nima teh težav s kakšnimi sladkornimi pa z slabokrvnostjo, pa da bi imela, težave z dihanjem, kaj taka, to pa zdravo je kar. In prav zdravje, ki zaenkrat še kar služi, je njena rojstnodnevna želja. Za rojstni dan si človek kaj zaželi. Kaj ste si danes zaželeli? Ja, zdravja se želim, še da raj bom, da bi bila zdrava, da ne bi imeli drug z menoj nič upraviti, na raj to vidim, da onca življenja, ja. Po vsem povedanem je recept za dolgo življenje na dlani. Kaj mora človek početi, da doživi 100 let? Jaz ne vem, o čem reči. Ja, vse stvari mora malo biti, a ne? Ja. Ja, ne. Malo je slabha, malo je dobrha, ja. Pa gre. Ne vem, če je kakšen recept, kaj povem. Ona je sicer skozi skromna bila, to je res, ne. Ampak, ne vem, mogoče je, ne vem, ampak zato, ker njeni, brat njen je umrl pred 5 leti, 6 je tudi 91 dočakal, ampak drugi so pa prej umrli vsi, ne. Tako da, ne vem, a je v genih ali je nekaj, pač ne vem, verjetno. Meni se zdi, da najbolj to, da je bila zelo skromna skozi, tudi pri hrani, pri pijači, pa skozi delovna, Res in to je verjetno tudi ta recept, da dolgo živi, a ne. Izdelajte si svojega lesenega konja in zmagajte v igri metanja podkov na kol. Pridite grabiti travo na kakšno kmečko igro, na pletenje nogavic ali izdelavo starih igrač, pa na žlico domače hrane. Vabimo vas, da na dogodku aktivno sodelujete, seboj lahko prinesete kakšno staro oblačilo, igračo, fotografijo ali pa zapis in se še kaj pogovorimo o dediščini krajev ob Sori in Savi. To je vsebina vabila, ki ga je na nas naslovilo Kulturno društvo Sejalec umetnosti Senica.
Že 4. leto zapored je Kulturno društvo Sejalec umetnosti Senica pripravilo zanimivo sobotno popoldne ob obujanju in ohranjanju tradicije ter druženju ob Studencu na Zgornji Senici. Prvič so predvsem ročno kosili travo in je bila dekla predvsem grabljica. Drugič so jo postavili v vlogo perice, lansko leto pa se je naučila sešiti nov guant, delovno nošo dekle na prelomu 19. in 20. stoletja v krajih ob Sori in Savi gorvodno. Letos pa so deklo še obuli v nogavice. Ja, v društvu smo poleg obujanja teh kmečkih običajev, ki jih danes predstavljamo, s tem, da smo zbirali gradiva po domačijah od košev do štrikarc, kako se pospravlja seno, smo v bistvu delali tudi na noši, in sicer na nogavicah, se pravi na zoknih. Lahko si ogledate, smo naštrikali nekaj zoknov za narodno nošo, za nedeljsko narodno nošo, za prav narodno nošo, se pravi iz garna z bunkcem, pa navadne volnene zokne za dekle, pa za hlapce, da nas ne bo pozim zebel. Ob Studencu v Hladu je za prikaz pletenja tokrat poskrbela Marija Podves, ki ima za to svojo veščino certifikat, ki dokazuje, da gre za izdelek domače obrti. Kaj sedaj nastaja tukaj izpod telih pletilk? Moške nogavice, volnate, take za pohodništvo, za kmečka opravila, skratka zelo trpežne. Tale vaša sposobnost oziroma veščina štrikanja izhaja od kod in od kdaj? Mene je mama gnjavila, ko sem bila še zelo majhna, pri 4 letih sem znala že štrikati in štikati, smo včasih rekli, vest po slovensko. Takrat zelo narada, pa zelo s težko voljo, ampak zdaj pa vidim, da je to pametno, ne za breme. Tamle imate certifikat. Kaj ta certifikat pomeni? To predvsem pomeni, da je strokovno narejeno, da v končni fazi lahko tudi prodajaš, ker dobiš pač številko, da te imajo v evidenci, pa tudi, da se malo pohvališ, da znaš kvalitetno delati. V vabilu na druženje so zapisali tudi: izdelajte si svojo igračo svojega lesenega konja. Tokrat ob prikazu Karle Berčič-Richteršič iz sosednjega škofjeloškega območja. To bojo pa konički na palici, taka fina domača igračka, ki so lahko tudi otroci sami skupaj spravili, če so le malo znali šivati iz razševine, take grobe, nabasali bomo pa kar senom. Prvi koniček, ki sem ga naredila, je bil z nogavice, iz pletene nogavice, ki jo sicer nisem spletla jaz, ampak je pač že obstajala. Potem sem jih pa začela delati z lanu in bombaža. No, tisti moji konički imajo tudi rodovnik, saj jaz rada pohecam, ker imajo pač certifikat domače obrti. Tele danes so pa malo bolj, recimo, da niso rodovniški, no, ampak bojo jih tako v redu. Vem pa, da so to ene najstarejših igrač, drugače zabeleženih, ker so že več tisoč let nazaj se ve, da so uporabljali na ta način igrače v različnih socialnih okoljih, tudi Grki, Rimljani in tako. Pa včasih se mi zdi, da je bilo pač to nujen dodatek vsake otroške sobe v mestni hiši, na primer. Dočim na kmetih so se pa verjetno s čim takim pomagali. Da bi bilo vse v znamenju konja, so dekle naložile seno na voz, v katerega sta bila uprežena konja z Grilčkove domačije, pletene nogavice pa so bile nagrada za tistega, ki je bil najbolj uspešen v metanju podkov na kol. Skratka, Kulturno društvo Sejalec umetnosti nadaljuje svojo tradicijo ohranjanja starega ljudskega izročila in običajev. Že 3. leto pa je tudi koordinator festivala vseživljenjskega učenja za kraje ob Sori in Savi.
Mislim, da jih je 46 nas je tokrat. Vsaka zase nudi in ponuja brezplačno mnogo in mnogo možnosti za napredovanje na katerem koli osebnostnem področju si kdorkoli želi. Mislim, da bi vsak našel nekaj zase. Od tega od dobrega preživljanja in koristnega preživljanja prostega časa, do novih zaposlitev, do raznih sproščanj, premagovanja stresov, motivacijskega dela z otroci in pa z odraslimi. Potem je izobraževanje za odrasle, pa za mlade in pa povezovanje njihovo med seboj. Gre za mednarodno gibanje, ki ga že 19. leto usklajuje Andragoški center Slovenije kot najbolj prodorno promocijsko akcijo učenja na vseh področjih in v vseh življenjskih obdobjih. V Medvodah bo osrednji dogodek festivala, ki se je ponovno razpotegnil čez 2 meseca, tudi letos Tržnica znanj, jutri v petek 13. junija popoldne na prostoru Medvoške tržnice. Torej, le pridite pa svojo žlico znanja na Medvoško tržnico. Poezija s sladoledom je letošnja zaključna prireditev projekta Leo Leo, španske bralne značke za prve bralce. Potekala je prejšnji teden v knjižnici Medvode. Za projekt je zaslužna založba Malinci iz Medvod. V projektu so sodelovali otroci vrtca Medvode in prve triade osnovne šole Medvode. Pri založbi Malinc skušajo motivirati mlade bralce za branje in jih obenem spodbujati v medkulturnem povezovanju. Zaključne prireditve se je udeležil tudi namestnik veleposlanice Španije v Sloveniji. Včeraj zvečer je v knjižnici Medvode potekala zaključna prireditev španske bralne značke za mlade Leo Leo. Leo Leo v španskem jeziku namreč pomeni berem. Letos smo pritegnili k sodelovanju 20 različnih inštitucij. To so bili vrtci, osnovne šole, pa tudi knjižnice. Tako da nekako vsega skupaj je bilo preko 1200 udeležencev. Njihove izdelke smo razstavili v knjižnici Medvode. Nismo jih prešteli, mislim, da jih je čez 2000. Za projekt je zaslužna založba Malinci iz Medvod. Otroci so v sklopu španske bralne značke prebirali dvojezične špansko-slovenske slikanice, ki jih je izdala omenjena založba. Otroci so v tem letu Leo Leo brali 3 knjige. Ena je bila S prstom na luni, to je pesniška zbirka Juana Cruza y Grabida. Potem Jona je žalosten, tudi istega avtorja, in Slon ptiče srčni. To je torej tudi nagrajena knjiga baskovske avtorice Marije Sunlande. In skupaj smo jih prebrali, jaz sem jim povedala po špansko, potem smo jih skupaj prebrali in potem smo popravili še nekaj aktivnosti skupaj, ki so otroke zelo navdušile. Mladi bralci so na temo prebranega gradiva narisali risbice in s tem praznično okrasili knjižnico. Poudarek tukaj pri tej bralni znački je na medkulturnosti, hkrati pa na tem, da bi nekako otroke motivirali za branje in sicer za branje v globino, da bi oni nekoč, ko bodo pač večji, da bi pač postali avtonomni bralci, predvsem pa, da bi imeli radi literaturo. Otroci osnovne šole Medvode so nastopili z igrico baskovske avtorice Marije Sunlanda Slon ptiče srčni v priredbi učiteljice Damjane Šubic. Zatem so z glasbo in recitacijo predstavili pesmi iz zbirke S prstom na luni, ki so jo tudi prebirali v sklopu španske bralne značke. Letošnja zaključna prireditev je bila še posebej slovesna. Udeležil se jo je namreč namestnik veleposlanice Španije v Sloveniji. Well, I admire Slovenes in general for their ability to learn foreign languages, but in the case of Spanish, we are marveled at the embassy that it doesn't cease to surprise us ever, the passion and the interest with which Slovenes learn Spanish, which is a language in theory that's not so, historically not so close, you don't have so many ties, and yet it is the fastest growing foreign language here besides English. Omeniti velja, da danes kar 500 milijonov ljudi po svetu govori španski jezik. Are your Spanish embassy still attent to support this learning project such as this in the future? Seveda, kako da ne. This is one of the most important missions of any embassy and of course of our embassy in Ljubljana. We actually collaborate very closely with local institutions. This is an example. Here today, this library, this project Leo Leo. We work with Stuž, which is an association of
of Spanish teachers here in Slovenia. We have our Aula Cervantes. We work very closely, of course, with the Filosofska fakulteta. They have a Spanish department now for 32 years. Sogovornik je obenem tudi poudaril, da so na španskem veleposlaništvu zelo veseli in obenem ponosni, da se Slovenci tako zanimamo za španski jezik in kulturo. Ob zaključku španske bralne značke so vsi sodelujoči otroci dobili priznanja in simbolične nagrade. Podelili so tudi nagrade za najboljšo hrbtno poezijo in nagrado delavnice Pozor, poezija je med nami. Omenjeni delavnici so v knjižnici Medvode izvedli konec meseca aprila v sklopu praznovanja Dneva knjige. Vsi sodelujoči otroci pa so se razveselili kupončka za sladoled Medvoške sladolednice. Prejšnji teden je bilo v knjižnici Medvode že sicer kar pestro. Sredi dopoldne so si prostor zase vzeli mladi striparji iz osnovne šole Pirniče. Do teh delavnic je prišlo zato, ker so učenci pri bralnem krožku izrazili veliko večjo željo po branju s slikanicami oziroma stripi, ker branje, sploh tisto, kar je obvezno, je težko in zoprno. In ko so izrazili željo, da bi segali po stripu, sem se tudi jaz odločila, da bo mogoče bralni krožek veliko bolj zanimiv, če se odločimo in eno leto poskusimo, kako bi bilo s ilustracijo stripov in potem primerjati stripe s literaturo. Ravno tako tudi branje z razumevanjem, kar je ponavadi največji problem. Še dodatno je učence navdušila promotorka branja Tilka Jamnik, ki jim je na šoli predstavila stripe, navdušeni pa so bili tudi ob obisku v Medvoški knjižnici. Otroci so bili navdušeni in sklenili smo, da bi za konec šolskega leta pripravili sami eno razstavo, tako da so risali doma, risali so v šoli, brali so, bili so navdušeni, tako kot vidite, da so tudi danes zelo navdušeni. Na dnevu striparjev so torej učenci osnovne šole Pirniče pokazali svoje celoletno ustvarjalno delo projekta risanja stripov oziroma knjige stripov na temo ekologije. Ja, jaz sem se nekako odločila, da bi imeli eko temo, ki je večno popularna, vendar vem, da če bi se zdaj na novo odločila, bi dala otrokom proste roke in bi lahko ustvarjali karkoli bi želeli. V stripu so torej eko sporočila. Dobila sem idejo in sem narisala pa napisala na papir. Kakšno zgodbo si pa v bistvu prikazala svojim stripom? Da po celem svetu jih veliko smeti in ta Eki, moja junakinja, je pomagala, da ne smetijo več. Malo problemov sem imela, ampak res čisto malo. Kaj ti je pa mogoče dela največ problemov? Da sem izbrala temo, kaj za naslov, kakšnega glavnega junaka narediti, pa take stvari. Pa mladi še berejo stripe? Tintina berem, pa Snoopija. Te so mi najbolj všeč. Zakaj pa mogoče? Zato, ker so zabavni, pa tako. Že marsikdaj. Doma imam tudi kar nekaj stripov iz knjižnic, pa jih berem veliko. Mogoče kakšne stripe pa sama prebiraš, s kakšno vsebino? Zabavno, poučno, zanimivo. Mogoče tiste bolj za punce ali tudi tiste, ki jih fantje drugače? Meni je čisto vse. Če so zabavni, je vse gliza, kjer ga je. Za mlade striparje so pripravili tudi presenečenje. Prihod pravega ilustratorja in striparja Ivana Miltrevskega, ki je še poskrbel za nadgradnjo njihovega praktičnega znanja o stripih, prepričan je, da zanimanje za strip med mladimi ne usiha. Ja, zdaj ne vem, kaj pravijo statistike in kako se gibljajo trendi, ampak mislim, da ne. Mislim, da je zanimanje precej in da se strip bere. Mnenja je, da otroke k risanju stripov sploh ni potrebno posebej spodbujati. Pravzaprav ga ni prav treba veliko se truditi okoli tega. Mislim, da jim je strip medij, ki jim je precej blizu in precej domač, ga dosti spontano skoraj da razumejo in mislim, da ga radi prebirajo in ga tudi radi ustvarjajo. Tako da nekaj posebnega truda pri vzpodbujanju tega ni treba, ampak je grafični samouk, ilustrator in stripar. Po prvih objavah, nekaj prekinitvah in vnovičnih začetkih pred dobrimi 5 leti se je odločil, da bo postal profesionalni ilustrator.
Ilustracije je prispeval za številne slikanice, predvsem plodno pa je sodelovanje s tekstopiscem Žigo Gombačem. Med projekti sta 2 knjigi iz zbirke Živa iz muzeja, knjižici Tisa reši svet ali kako deluje radio, ter primer Gala matrice ali kako deluje televizija. Povsem stripovska pa je knjižica Mala Nadja in še Manjša Barbara, izbor dosedanjih stripov na svetovnem spletu tudi v papirni obliki. In še prstometni izidi iz prejšnjega tedna. Ekipa Lotrič iz ŠD Senice je na gostovanju v Škofji Loki izgubila 4:2. Ekipa DAF ŠD Senice je na gostovanju v Ljubljani 4:2 premagala ekipo NLB. Ekipa Procesi pa je s 5:1 izgubila proti Kranjčanom in s 5:1 premagala ekipo iz ŠD Kropa. Medvoški policisti tokrat o prometnih nesrečah ne poročajo, največ pa se je dogajalo na področju kaznivih dejanj. Nekdo je v Medvodah ukradel mobilni telefon, v Pirničah pa so vlomili v vikend. Kaznivo dejanje goljufije so policisti obravnavali v Medvodah, v Pirničah pa povzročitev lahke telesne poškodbe in poškodovanje tuje stvari. V Medvodah pa so obravnavali kaznivo dejanje zatajitve. Medvoški policisti so obravnavali tudi eno kršitev javnega reda in miru. Pijan občan je na javnem kraju razbijal steklovino in zmerjal prisotne, zato si je prislužil plačilni nalog. Za danes je to vse. Za konec tedna se nam obeta res pestro dogajanje. Že jutri popoldne torej vabljeni na žlico znanja na Medvoško tržnico. Ob Zbiljsko jezero pa zvečer na 7. večer filmske glasbe. Zaključno prireditvijo se bo v soboto v Kulturnem domu Medvode predstavilo športno društvo Latino, v nedeljo popoldne pa v kranjskem gledališču baletna šola Stevens. Prav tako v nedeljo popoldne pa bodo s srečanjem godb svojih 85 let delovanja obeležili medvoški godbeniki. Kot rečeno, se obetata tudi 2 teka. V soboto dopoldne dobrodelni tek v Preski in v nedeljo prav tako dopoldne 4. Katarinski tek. In še kaj bi se našlo. O vsem bomo poročali prihodnji teden. Nasvidenje.